Ljudje smo biti odnosov. Mi brez odnosov absolutno ne moremo. Je pa res, da pa se moramo naučiti imeti sebe radi in imeti dober odnos do samega sebe. Veliko pravzaprav parov prihaja k meni na terapijo, vidimo, da se točno te mehanizme tega otroštva vklapljajo v njun partnerski odnos in počnejo identično, ko so počeli, ko so bili stari 10 let. Zato, ker ko smo mi najbolj ranjeni, najbolj ranljivi, takrat se aktivirajo tisti mehanizmi, ko smo se jih mi prej naučili. Prva stvar, ki je nujna za vse odnose, je prav to, da se zavedam, da čustva niso nič nevarnega. Čustva niso nobena travma, čustva niso nič katastrofalnega. Pogosteje, ko preverjam všečke, komentarje, bolj je to tendenca, ki kaže na to, da moja samopodoba in samozavest ni zdrava. Danes je z nami Drago Švajger, magister zakonske in družinske terapije, kandidat za doktorski naziv in ustanovitelj Centra Uglašeni odnosi. Drago, dobrodošel. Ja, lep pozdrav, pozdravljeni. Kako se spopadaš s temi novembrskimi, temnimi, kratkimi dnevi? Je to slučajno tudi tebi del leta, ki je bolj zahteven? Ja, v bistvu me menjava letnih časov malo ujame. In sem malo razmišljal tudi mogoče zakaj. In je to mogoče zaradi tega, ker smo se tega tudi malo naučili. Torej, mi se pravzaprav naučimo, kako se vesti, kako se spopadati pravzaprav z nekimi zunanjimi dražljaji, pritiski. In enako je pri menjavi letnega časa. Recimo, zanimivo je, da vsi nekako mislimo, da je poletje tisto obdobje, ko smo srečni, ko smo zadovoljni. Ampak jaz kot psihoterapevt pa opažam, da temu ni tako. V bistvu jaz imam že zadnjih 5 let največ povpraševanja med poletnim obdobjem. Ja, med poletnim, zato ker nam se zdi, da nas bo sonce osrečilo, dopust osrečilo, ampak takrat se pravzaprav umirimo in pridemo v stik s samim sabo. In v bistvu takrat najbolj vidimo, kako živimo, kaj čutimo, kako smo leto pravzaprav preživeli. To poletje nas opomni, da je leto naokrog. In takrat se srečamo s samim sabo. In zato so lahko te stvari, kot je menjava letnega časa, zelo naučeno, da ker pa poletje se moram umiriti, veseliti, imeti lepo. Ker je jesen, zdaj pa kar se turobno, depresivno, ampak ni temu tako. Mi se moramo naučiti poslušati pravzaprav sebe, kaj nam telo sporoča. Ker, veste, tudi sama narava menjuje letne čase prav zato, da se regenerira, reparira, da nekaj novega. Tukaj ni nobene travme, mi pa si jo naredimo. Zdaj pa so krajši dnevi, zdaj pa veliko dežja, sedaj pa ni sonca. V resnici nas pa narava hoče samo opomniti to, kar sama tudi dela. Ustavi se, zadihaj, poslušaj samega sebe, idi v ritmu samega sebe. Ampak ker tega se nismo naučili dovolj dobro, potem hitro vidimo travmo tudi v nekem letnem času. Seveda tukaj je travma z malim T, ne z velikim, mikrotravma. Potem ne opažaš, da bi bilo več depresivnih občutkov, recimo na terapijah pri klientih v tem času? V bistvu en mali delež je, ki pride zaradi neke spremembe v razpoloženju zaradi prav letnega časa. Je pa res mogoče, da pa tega zdaj toliko ne opažam, da bi bilo mogoče to za omeniti. Zanimivo mi je, da moram bolj omeniti poletje, kot kateri drug mesec, kar je zelo zanimivo. Ja, res je. Zdaj, mi pa bova danes največ govorila o odnosu do sebe, ker je tako zanimivo, kako smo ljudje do sebe zelo zahtevni, do druge nimamo problema, jih zlahka občudujemo. En tak tipičen primer bo tudi, ko bova tale podcast posnela, pa ga bom jaz gledala in bo po moje prvi odziv: kako pa govoriš, pa kakšna pa si, kakšno imaš frizuro, in tako najdla bom tako 6 problemov. Pri tebi bom rekla: Drago, je pa super. Kaj je v bistvu to, ko se mi skozi borimo s tem občutkom, da nismo dosti dobri, da bi lahko bili še boljši? A je to del človeške narave, da pač taki smo? A je to posledica življenja, v tem sodobnem času, ko se ogromno lahko primerjamo z velikim številom ljudi? Ali je to mogoče posledica našega odraščanja v družinah, kjer ni bilo
ponavadi posluha za naše potrebe. Tako da ja, to je nekako najna tema danes, pa kar začniva. Ja, me veseli, da je to najna tema, ne? Zato ker pravzaprav ta kritičnost, ki jo omenjaš, ne, je vse naučeno. Ne? Torej, mi ljudje smo naučeni, kakšen odnos naj imam s samim sabo, s kakšnim naj imam z drugo osebo, in to v bistvu tudi zelo dobro potrjujejo tudi vse te antropološke študije, te v bistvu klasične sociokulturne antropologije, te ameriške smeri. To zelo potrjujejo. Zakaj sploh to študije, zakaj te študije omenjam? Zato, ker oni so pravzaprav raziskovali različne kulture, ne, na različnih delih sveta in so ugotovili pravzaprav, da vzorec kulture je nekaj, kar je naučeno. Torej, naučeno je, kar je dobro, kaj je slabo, kakšen imam jaz odnos do sebe, do odraščanja, do drugega spola, do enakega spola, do službe in tako naprej. In pravzaprav mi lahko rečemo, da mi smo se naučili biti kritični in imeti tudi odnos do uspeha ali do neuspeha. In zaradi tega pravzaprav mi tako težko sebe poslušamo, slišimo, se pohvalimo, zato ker tudi se imamo mogoče radi na tak način, ko pravzaprav imamo odnos do samega sebe. A ne? In zato se prav to zgodi, kar si odlično omenjala, se recimo gledamo, poslušamo, z nekim projektom končamo, službo končamo, smo del neke partnerske zveze, a smo mogoče samski, a smo del nekih prijateljskih odnosov. Vedno se sprašujemo, ali sem jaz dovolj dober ali ne, kje sem jaz naredil napako. Hitro gremo na samovrednost. Zato, ker smo se tekom odraščanja in tekom kulture pravzaprav naučili imeti ta odnos s samim sabo, ki pa lahko hitro izjemno analitične, kritične narave. Zakaj? Zato, ker pri nas ljudeh je ta kritični izjemno močen, torej ta intelektualni del je izjemno močen. In pravzaprav, če že gledamo stare Grke, pa potem recimo stoike, pa obdobje razsvetljencev, pa potem to neko najbolj sveže naše obdobje kapitalizma, kaj se tukaj pravzaprav poudarja? Intelekt, razum, ne poudarja se čustva, ne poudarja se telo. Mi smo komaj zdaj začeli o tem govoriti, kaj je telo, kaj je čustvo. A ne? Še recimo pred ne vem kolikimi leti smo govorili o tem, da je psihoterapija, psihologija, čustva, da to je v bistvu, torej, da so to soft skills, torej mehke veščine. Danes pa mi vemo, da to ni res. A ne? Mi vemo, da to ni res, da to je hard skills, torej neke teže pravzaprav orodja. Zakaj? Ker ko mi obvladamo čustva, ko mi obvladamo telo, obvladamo tudi misli. A ne? In prav zaradi tega smo mi toliko kritični, zato ker v odnosu se ogromno prepleta negativnih občutkov nisem dovolj dober, kaj je dovolj dober in tako naprej. Za kako pa jaz to reguliram, je pa nekaj drugega. Tu pa je nekaj, kar nas pa niso naučili. In kaj se potem zgodi, ko ti padeš, ko mogoče nisi dovolj dobra, ko ugotoviš, da bi drugače lahko vprašala, drugače lahko pristopila, drugače lahko odgovorila, se začnemo kaznovati, slabo počutiti, imeti občutek, jaz nisem dovolj dober. Takrat nam manjka prav tistega mehanizma, s katerim bi pa lahko regulirali ta negativna čustva in hkrati, ko bi to regulirali, tudi lahko pridejo zregulirana misli pravzaprav. Ne? In to je tisto, ki je izjemno pomemben. Zdaj omenil si tudi ne pohvale, pa se mi zdi tudi pri pohvalah je tako, da smo kaj ena vreča brez dna, da včasih tudi ne glede na to, koliko pohval pa potrditev dobiš, nikoli ni dovolj. Ne vem, ti nekdo reče, ful imaš lepo stanovanje in tvoj odziv je takoj, ja, ampak ful je mehno, ampak je tam je vlaga, ja, ampak ne znaš sploh reči hvala. Ja, tako mi v bistvu nismo vešči pohval, nismo vešči tega, da smo v redu, da smo dovolj dobri, da imamo kvalitete. Zato, ko dobimo te pozitivne komentarje ali pa recimo neke odzive, mi nismo navajeni, nam to ni domače. Ne bom rekel, da za nikomor ni domače, jaz nočem nikomor krivice delati, je pa res, da v večini nam pa ni domače. Ne? In tudi ne zaupamo. Tudi vemo, da naš ta kritični, analitični, intelektualni je zmožen tudi zelo takega sofisticiranega vedenja. Kaj to pomeni? Da tudi, če meni nekaj ni všeč, bom zelo lepo pohvalil. Bom rekel, čudovito stanovanje, čudovito govoriš, super si. Mi pa vemo, da temu ni tako. A veste, tudi iskrenosti, avtentičnosti, transparentnosti, integritete, tudi tega se naučimo. In družba, ki samo ceni ogromne uspehe, kjer nikdar ni dovolj dobro, kjer ni praktično meja, a ne postavlja izjemno visoke standarde.
In ker so ti standardi tako močni, treba nekako preživeti, nekako je treba preživeti, se prilagoditi, in znotraj tega tudi ni več prostora za iskrenost, transparentnost in avtonomijo. Moram se prilagoditi temu sistemu, da me sprejme, da reče: drago, ti si dovolj dober, ti si v redu, super ti gre. In zato smo se v bistvu naučili malo odrezati svoje čustva, svoje mnenje, svoje stališče, zaradi tega strahu pred dodatno zunanjo kritiko. Ker če mi družba tako visoke standarde postavlja, hkrati mi ne omogoča nekega varnega prostora, da jaz sem, kaj sem, potem se jaz tudi naučim, da ne morem biti iskren, ker ko bom, kaj če nisem dovolj dober, bil sem iskren, dobil bom kritiko, je to pravzaprav ena velika rana na moj ego, na mojo samozavest, na mojo samopodobo, na mojo pravzaprav samovrednost. In zato smo se tudi naučili biti malo neiskreni. In zato tudi pohvale ne moramo mi ne taki iskren, topel način sprejeti, ker odzadaj nam takoj govori: a je to res, da sem jaz v redu? A je to res, da moje stanovanje čudovito? Ali je res, da sem jaz odlično odvodila tale podcast, recimo? Ker vemo, da smo tudi malo vljudni, ker je fino biti. Tako da v bistvu ta pohvala ima, kot vidiš, pravzaprav dve plati medalje. Kako pa ločiti med zdravo samozavestjo in to neko pretiranim občutkom pomembnosti? Mogoče lahko že govorimo o narcizmu, ki je danes tako popularna tema. Kako ločiš, da si ti iskreno, imaš ta občutek neke lastne vrednosti, ali pa gre za nek narcizem mogoče? Ja, in nezdrava samopodoba, nezdrava samozavest je vedno takrat, ker sta dva ekstrema. Prvi ekstrem je ta, da imam jaz občutek, da sem jaz zelo visoko, drugi ljudje so pa pod mano. Torej, jaz sem občutek, da sem jaz vsemogočen, zelo pomemben, zelo talentiran, odlično, vsi ostali so pa tam nekje od spodaj, ko mi do kolene sežejo. Torej, temu mi rečemo, da to je pretirana samozavest, samopodoba, ki že pravzaprav lahko govorimo o eni aroganci. Torej, to ni pravzaprav samozavest, to občutek kontrole, nadzora nad vsemi, in tudi pravzaprav dajanje tega občutka, da sem vsemogočen in najbolj pomemben. Druga plat tega nezdravega načina samopodobe, samozavesti, neke samovrednosti je pa tale, da sem pa jaz tisti tam od spodaj in gledam ljudi gor. Vsi drugi so boljši, vsi drugi so lepši, vsi drugi so bolj talentirani, imajo partnerje, imajo bolj zdrava partnerska razmerja, imajo boljšo službo, lepše izgledajo, boljše delujejo, več imajo talentov. To je pa ta druga stran pravzaprav, kjer pa jaz sebe večkrat dajem bolj navzdol kot navzgor ali na neko sredino. Torej, tu sta taki dve plati, ko jaz lahko temu rečem, da ne gre za zdravo samopodobo in samozavest. Zdrava samopodoba, samozavest je pa takrat, ko pravzaprav si jaz dovolim biti to, kar sem, nimam pa potrebe, da si zdaj tukaj pred mano gor ali dol. Mi, da smo enakovredna, kompatibilna, tu če jaz naredim napako, jaz zaradi tega ne bom šel niže od tebe. Ampak si dovolim, da lahko naredim napako in da ti negativni elementi, ki so v življenju, pomeni neuspeh, padec, napaka, ne biti dovolj dober, ne narediti dovolj dober, je to samo en del procesa življenja, zaradi katerega jaz lahko bolj zrastem in sem boljša različica sebe. Drugi del tega zdravega dela samozavesti je tudi ta, da razvijam en taki pozitiven samogovor do sebe. Da se uspevam imeti rad, se malo pocrtljati samega sebe, da imam znotraj sebe en taki tempelj miru, kjer je doma sigurnost vase, zaupanje v sebe, svoje kvalitete, kjer to zaupanje in ta mir, ki ga imam znotraj sebe, ne vpliva na to raven, da bi ti bila nad ali pod mano. Tukaj zdaj lahko govorimo o tem, da gre v bistvu za elemente zdrave samopodobe in samozavesti. Tukaj noter, samo to še bom dodal, je tudi doma pohvala, da se uspem pohvaliti, da se uspem reči, super mi gre, tu če mi nekaj ne uspe, bom poskušal zrasti, bom poskušal nekaj z tega narediti, da bom v bistvu pravzaprav drugič pa lahko to boljše naredil. Se ne kaznujem, se ne bičam, se ne obtožujem, ampak imam do tega neko tako zdravo distanco in skušam iz tega se pravzaprav nekaj naučiti. Se pravi, da narediš napako, da ni, da pol 2 dni ne spiš, pa da se ciklaš v teh mislih, ampak da si lažje nekako dopustiš napako. Tako, samozavest, samopodoba je pravzaprav kot hiša. Hiša, ki ima neke temelje. In zdaj si mi da predstavljava, da ta najn stol, na katerem sediva, nima temeljev.
A ne, zgleda čudovito, lep je, tudi dobra znamka je, recimo, dajmo temu ta reč, bil je zelo drag, a ne, na zunanji videz je pravzaprav zelo ekstravaganten, čudovit. Ampak če jaz tukaj, ko sedim, ne morem sedeti, ali pa sedim in me bo strah, ali bom se vsak čas zrušil pod tem stolom ali ne, potem ta stol nima kvalitet. In enako naša samopodobo in samozavestjo. To so temelji, ki so znotraj nas in govorijo o tem, koliko trdno je nekaj. In od zunaj seveda lahko pridejo neki sprožilci. Za ta stol sem tudi jaz sprožilec s svojo težo. Ampak če je ta stol kvaliteten, me bo prenesel. Enako je pri nas ljudeh, seveda so odražljaji. Življenje ni idealno, življenje ni pravljica. Vsaki dan nas sooča z takimi in drugačnimi izzivi. Zato je notranja samozavest in samopodoba tisti temelj, kadar pride neki trigger od zunaj k meni noter in ga mene ne razruši. In to je pomembno vedeti. Zdaj, kaj pa so tisti temelji, to je pa tudi neka stvar, o kateri danes pravzaprav tudi mi govoriva. Zato je ta del toliko pomemben. Bi nam lahko malo bolj razložil povezavo med samopodobo in našimi primarnimi odnosi, se pravi, kako zgodnji odnosi starši vplivajo na to, kako mi doživljamo sebe, kako tudi na nek način doživljamo pač občutke, svojo vrednost. To je verjetno ključno vprašanje danes. Ja, ključno vprašanje. Tako ključno vprašanje, kdo nas je vzgajal, na kak način, kje smo živeli, v kateri kulturi, v katerem obdobju. Zato, ker pravzaprav mi, ko se rodimo, na nek način mi smo odvisni od drugih. Mi ljudje smo bitja odnosov. Mi ne moramo brez odnosov ne preživeti, ne živeti in ne delovati. Nikakor ne. In tudi, ko se rodimo in ko pridemo na ta svet, smo pravzaprav odvisni eksistenčno od drugih, hkrati pa tudi zaradi tega, ker nam ti drugi gradijo našo samopodobo, samozavest in samovrednost. Torej, od drugih se mi učimo, kaj so zdravi odnosi, kaj niso zdravi odnosi. Učimo se napak, učimo se, kako pravzaprav ob teh napakah, neuspehih, učimo se uspehov. Zato so pravzaprav ti zgodni odnosi ključni temelj tega, kdo jaz danes sem in sedaj, ko mi komunicirava, kdo mi dva sva. Zdaj, dobra novica, mogoče edino to je dobro izpostaviti, da danes kot odrasli mi nismo več sužnji te naše preteklosti. Zato jaz na psihoterapiji moje kliente zmeraj ustavljam in jim povem, gled, tukaj in zdaj ni več teh staršev, ni več te preteklosti. Danes smo tukaj mi dva. Danes tukaj in zdaj ti lahko spremeniš odnos do te preteklosti in postaješ neka različica, v katero ti želiš pravzaprav, da bi bil. To je zelo dobra novica, a ne? Zato, ker pravzaprav mi se od teh preteklih izkušnjah naučimo marsikaj, tudi imeti sebe rad, a ne? Sebe ceniti, spoštovati. Ne? Torej, ta odnos, ta vrednost, ki jo imamo, je pravzaprav seveda produkt tega, kje smo mi živeli, ob kom smo mi živeli, na kak način smo mi komunicirali. In prav ta jezik komunikacije postane moj jezik komunikacije. Ta recimo način nekega odnosa, ki sem ga jaz razvijal ob mojih starših, ob mojih domačih, na mojih skrbnikih, postane odnos, ki ga imam jaz do sebe. In to pravzaprav jaz danes tukaj in zdaj izžarevam. In bolj, ko jaz nimam kontrole, nadzora nad tem, kaj je takrat bilo, kaj sem jaz čutil, kaj sem jaz doživljal, kako osebo sem jaz postajal, bolj sem pravzaprav sužen vsega tega, kar je bilo takrat. Je pa to pravzaprav zelo močna naša dediščina, ne? Ker tukaj notri so skrita čustva, tukaj notri je skrit odziv našega telesa. Zato, ko smo v dobri koži, zmoremo marsikaj, ker imamo moč, smo v dobri koži. Ko pa se mi ne počutimo dobro, pa smo ranljivi, smo ranjeni, a ne? Malo smo nemočni, ne? Malo pričakujemo od drugih nekaj. In takrat se pa najhitreje pricurlja ta dediščina pravzaprav mojih prednikov, oziroma mojih staršev, moje vzgoje. In tam noter je pa doma marsikaj, so čustva. In tudi prej, ko si me zelo dobro vprašala glede letnih časov, tudi tukaj noter je skrito, kaj sem se jaz naučil. A je to za neko obdobje neke depresije, žalosti, mnogim se tudi prebudi občutek. Mogoče niti nezavedno, bolj nezavedno, ampak v tem smislu, tudi če sem jaz danes star 40 let, imam službo, recimo, sem samostojen, vseeno se pricurlja ta občutek, september pomeni nek nov začetek, šola se začne, lahko se hitro prebudi občutek, kako je bilo tistega 1. septembra, ko sem jaz bil ranljiv, star 9 let.
kako so me pospremili starši na to pot. Vidite, in te pravzaprav te občutke od te preteklosti so tako močni, se vsak dan lahko so neki sprožilec, ne, za naše današnje počutje. Ja, tudi prazniki, ki so pred nami, ne, tako opažam. Recimo, jaz imam sicer zelo lepe spomine, zato so mi prazniki, se vedno jih veselim, ne poznam pa ljudi, ki jih takrat jim je zelo neprijetno, ne, ker imajo verjetno jim so bile kakšne slabe izkušnje v otroštvu. Ja, tako, točno to. In je ta preteklost tako skrita vse posod. Kako si jaz najdem partnerja, kako si ga ne morem najti, recimo, kako jaz sklepam neke odnose, kaj želim od drugih. A veste, in to je vse tam noter skrito, na kak način sem se učil sploh furat, bom rekel, po domače odnose, kako izdržavati, kako jih pravzaprav graditi. In zato je zelo pomembno pravzaprav razumeti, kaj se tam nekoč nekje dogajalo. Ampak se pravim, jaz zmeraj rad poudarjam, da mi nismo sužnji naše preteklosti. Mi imamo danes moč, imamo sebe, imamo svobodo, da lahko pravzaprav začnemo živeti na način, kot pravzaprav mi želimo in razvijamo neke mehanizme, da ta preteklost ne pliva več toliko na nas. To je izjemno pomembnega pomena. Ampak če bi vseeno dala en tak tipičen primer, recimo iz otroštva, ne vem, ko si bil majhen, pa si, ne vem, izgubil igračo in si začutil žalost, si bil, če si se jokal in so ti starši so odreagirali tako, da so ti rekli, bodi tih, saj ni nič tazga, daj mir, ne dramatiziri, ali pa so te celo pustili, da si jokal sam. Kako boš pol v odrasli dobi taka oseba, recimo, ko bo čutila žalost, kako se bo odzvala? Ja. Tako zelo težko. Torej, odzvala se bo točno tako, kot je bila naučena. Zdaj, tukaj si super izpostavlja primer, kjer moja čustva pravzaprav niso upoštevana. Imamo primere, kjer nam nekdo pove, oziroma naš starš pove, da so naša čustva celo neumna, kaj jaz dramatiziram, kaj pretiravam. Torej, celo nam da občutek, da nismo v redu, da naš odziv ni primeren in kaj si zazmišljujem. Seveda tretji odziv je lahko čista ignoranca, to se sploh ne zmeni zame. Ko bi mi vsaj rekel neke besede nazaj, zapre vrata, zaloputne in nas pusti v tisti sobi, da samevamo. Seveda kot odrasli točno ta odnos postane odnos nas samim sabo in z drugimi. In seveda v teh zgodnih odnosih se prav naučim regulacije teh občutkov. Naučim se stila navezanosti. Ali je varen, ali anksiozen, ali izogibajoč. Učim se tega. Torej, moj starš postane nekdo, ki me nauči, na kak način se bom jaz navezoval nase in na druge v odnosih. In zdaj ta primer, ki si super izpostavlja, se prav to lahko zgodi, da jaz se ne znam s svojimi čustvi srečati, ne morem se jih. Torej, jaz sem spoznal, da jaz nisem pomemben, da moja čustva niso pomembna, da jaz dramatiziram, pretiravam. In kaj se otrok tako nauči? On mora preživeti in zato se pravzaprav prilagodi na to okolje, da postaje čim bolj varno, razvije lahko različne neke obrambne strategije. Za teh je pa veliko. Ne moramo reči, da vsi s tem primerom, ki si ga dobrega omenila, da bomo vsi na enak način v odraslem obdobju pravzaprav živeli in delovali. Naučimo se različnih strategij. En otrok bo postal pretirano priden. Kaj to pomeni? Samo prilagajal se bo, vedno bo kimal, vedno bo rekel ja. Torej, ne bo bil kritičen. Tudi če mogoče razume na eni ravni, da mogoče boljše postaviti mejo in reči ne, in ne bo. Zakaj? Ker bo ponovno dobil povratno informacijo od ostalih oseb, ti pa nisi ok, napačno misliš. In bo to spet udarec za samozavest. Nekdo drug se lahko nauči, da ni v redu, da karkoli naredi, ni ok. In tudi, če je to v današnjem času kot odrasel dosegel nekih uspehov, se dokazal kot posameznik, bo vedno imel občutek, jaz nisem pomemben, jaz nisem dovolj dober. In bo vedno dajo v bistvu drugim neko pohvalo, neko potrditev. In to se pravzaprav mi naučimo v odnosih. Kako pravzaprav sploh s temi čustvi operirati, kaj čustva so. In zelo postane lahko ta naš odziv avtomatiziran, ker se ga sploh ne zavedamo. Sam to bi še dodal, od tukaj se lahko tudi narcisizem razvije. Bo nekdo rekel, pa kaj bo meni kdo govoril, da jaz nisem v redu? Pa kdo si ti, da boš ti meni to govoril? In potem se pravzaprav razvije ena aroganca, pretirana samopodoba, pretirana samozavest in tak človek, tak posameznik bo navzven deloval odlično.
lepo bo izgledal, lepo se bo izražal, lahko so to zelo visoko izobražene osebe, ampak imajo to tendenco, da so pravzaprav nad vsemi. In na tak način se učijo s temi negativnimi čustvi regulirati. Torej, da govorijo o sebi, da so čudovito, najboljše, noben drug pa ni. Torej, v te 3 smeri pravzaprav lahko gre ena taka vzgoja, ki si omenila. Se pravi, čeprav jim ni nikoli noben rekel, jih ni pohvalil, si potem kaj sprobijo na ta način sami. Tako. Nihče jih ni pohvalil, noben jim da občutka, da to so samo čustva, ki se jim prebujajo, neka stvar se je zgodila, zaradi katere so žalostni, recimo. Noben ni dal tega varnega prostora za neko regulacijo, za razumevanje teh čustev. Ker kaj pomeni sploh pravzaprav varnost? Varnost pomeni prav to, da nekdo nam da prostor, da lahko čutimo, kar čutimo, da se lahko izražamo na način, kot mi želimo, nekdo nas pa tukaj sliši, nas skuša razumeti, skuša se vživeti našo vlogo in nam tukaj v bistvu da samo en prostor, da lahko mi doživljamo to, kar doživljamo. Še iz tega se razvije potreba vsakega otroka, posameznika, kaj zdaj rabi. In oseba, ki je varna do svojega otroka ali pa do druge osebe, bo skupaj raziskovala, kaj zdaj rabi ob tej neki negativni situaciji ali pa recimo izkušnji. In potem seveda nekdo ugotovi, kaj potrebuje in mu ta odrasel da vso podporo, da mu upanje, da mu moč, da mu samozavest nazaj, recimo. Da en občutek, zato si žalosten, ker se je to zgodilo. Torej, ta oseba, ta otrok razume, zakaj je zdaj žalost. Ne v tistem primeru, kaj se ga omenila, ker gre za neko zanemarjanje otroka, otrok ne razume, zakaj je za nekaj narobe. In ker ne razume, kaj mi takrat naredimo, edino, kaj nam preostane, da se rečem, jaz sem kriv, jaz sem problem. Ta otrok se nauči, da je ta otrok napačen, neprimeren. In se en taki močen čutek pravzaprav sramu aktivira v tem otroku. In iz tega sramu pa potem izhaja vse to, kar sem pregovoril, torej nek naš način odnosa, ki ga danes gradimo z drugimi. Torej lahko gre v smer, sva rekla, da sem pretirano priden, ubogljiv, lahko gre v smer, da nisem nikdar dovolj dober, nikdar se ne pohvalim, nikdar nimam občutka, da sem res uspešen, nikdar ni tega dobrega občutka zase, lahko pa gre pravzaprav v smer narcisizma. Torej pretirane neke samopodobe in zvišanosti, arogance. Ja, zanimivo je, koliko je še danes tega, da glih zanj sem nekaj slišala, da pustiš otroka, ga ignoriraš, pa se je že sam pomiril. Tako otrok nima mehanizmov, da bi se sam lahko reguliral. Nima. In tudi to je posledica te vzgoje, ki jo omenjaš, te nezdrave vzgoje, da ne samo odnos do samega sebe, tudi odnos do drugih potem postane tak. Če jaz nimam mehanizmov za pomirjanje, če mene enkrat tam pusti v stiski sam, jaz nimam orodij, da bi jaz lahko bil okej. Zdaj pa, ali sem dobrega počutja, ali sem slabega. In to se zelo prenese v našo partnersko zvezo. Tudi zmožnost sploh poiskati partnerja. Tudi tukaj je lahko težava. Ali sploh lahko najdem partnerja in koga, na kak način razvijam odnose. In jaz kot tudi psihoterapevt, ki se ukvarjam tudi z pari, torej se tudi veliko pravzaprav parov prihaja k meni na terapijo, vidim, da se točno te mehanizme tega otroštva vklapljajo v njun partnerski odnos in počnejo identično, ko so počeli, ko so bili stari 10 let. Zato, ker ko smo mi najbolj ranjeni, najbolj ranljivi, takrat se aktivirajo tisti mehanizmi, ko smo se jih mi prej naučili. A veste, ko ste vi ogroženi, vi takrat nimate časa konstruktivno razmišljati, kompleksno razmišljati. Vi morate preživeti. In v partnerskem odnosu, ali pa tesnem, prijateljskem, ali pa v službenem, ko se neka težava razrešuje, se nima čas klopati te kompleksni predeli možganov, ampak se aktivira točno to, kaj sem se takrat nekoč ob starših naučil. In to postane moj način komunikacije. Omenil si tudi, da je lahko potem ravno ta slaba samopodoba tudi razlog, da nimamo partnerskega odnosa. Nam lahko še to malo bolj razložiš, na kak način? Ja, tako. Veste, človek lahko zelo razvije tak izogibajoč stil navezanosti ob starših. To pomeni, da se izogibaš vsake intimne interakcije, zato ker ti pravzaprav, ali pa vsakega konflikta, ali pa mogoče nekih tesnejših odnosov. Zakaj se izogibaš temu? Ker zelo veliko tvegaš. Spet tvegaš, a bo pred tabo spet nekdo, kot te bi mu starš. Ko nič ni dovolj dobro, nič ni v redu,
ko bom jaz na tleh, ko bom jaz mogoče ranjena, a me bo nekdo pobral. A ne? In to je tako tveganje, da nekdo zelo težko sploh spostavi neko dolgotrajno, resno partnersko zvezo, ker je ta strah premočen, ker je v mislih te osebe preveč enih filtrov, kaj je dobro, kaj ni dobro, koliko tvega. Ne? To je zelo veliko kalkuliranja. Ne? Tako da bi kredit na banki vzeli in nam en reče, 50% obrestna mera. A veste, bomo vzeli potem kredita. Ne? In te osebe zelo preračunavajo, ker so sebi tako močno nevarne, nemirne, neregulirane in so triggerji najmanjše stvari. In je težko potem spostaviti nek partnerski odnos, če imamo sebi tako krhke temelje. Zato, ker vsaki mali sprožilec, vsaki mali konflikt, ki se mogoče nekomu z varno navezanostjo zdi nička takega, se bova že pogovorila, bova malo zadihala, bova našla en varen prostor, da malo ubesediva, kaj se med nama dogaja. In zato se bo lahko zelo, zelo veliko tveganje za samopodobo, samozavest in samovrednost. In zato težko razvijajo en partnerski odnos, ker je teh strahov preveč. Mi pa vemo, da strah nas v bistvu zelo lahko ovira v življenju, ker nam odvzame moči. Zato je zelo pomembno razumeti, kdo je mene vzgajal, od koga sem se jaz naučil, kaj so čustva. Ker čustva pravzaprav niso v resnici negativna ali pa pozitivna. Čustva so pač našo neko vodenje v življenju. Ne? Ampak nekdo nas mora tudi to naučiti. Ne? Ker nas pa ni, pa mi gremo hitro na to raven samovrednosti. Meni je problem, jaz sem težava, jaz se moram prilagajati. In to se pozna v sklepanju partnerskega odnosa, v vzdrževanju partnerskega odnosa in na splošno v odnosu do sebe in do drugih, kdorkoli ta drug že je. No, saj lahko pa smo v razmerju, pa kljub temu nas recimo ves čas spremlja nek notranji nemir, potreba potem, da nas partner vedno znova potrjuje, da nas ima rad, da nas ne bo zapustil. Pa je ta strah mogoče, da v bistvu ti presežeš brez te neke zunanje potrditve, da moraš ti to varnost res vseb najdeti? Ali kako je s tem, ne? Ali je to vse neka kombinacija, da nekaj potrditve vseeno potrebujemo od drugih tudi? Gledajte, ljudje, zelo dobro vprašanje. Ljudje smo bitje odnosov. Mi brez odnosov absolutno ne moremo. Je pa res, da pa se moramo naučiti imeti sebe radi in imeti dober odnos do samega sebe. To je pomembno zaradi tega, ker nam lahko drugi odnosi tukaj in zdaj veliko varnosti ponudijo. Recimo služba, kolegi, znanci, prijatelji. Veliko ene varnosti je, ampak če jaz sebe še vedno nimam rad, če vseeno nimam nekega pravega, zdravega odnosa do samega sebe, nekih mehanizmov, recimo te neke najnujnejše samoregulacije, potem bodo tudi varni odnosi za mene en velik sprožilec. In mi ne bodo predstavljali te varnosti. Zato je zelo pomembno začeti prvo malo pri sebi. Ne se toliko na druge zanašati, ker ti drugi so lahko tudi nevarni, pa čeprav so v resnici varni. In jaz velikokrat v bistvu pri mojih klientih prav ta vzorec vidim. Vidim, da jim življenje veliko čudovitega in lepega ponuja, ampak oni tega ne vidijo. Ne zmorejo videti. Vidijo samo negativne stvari. Ne zmorejo biti hvaležni, veseli za to, kar imajo. Ne zmorejo razmišljati, kaj imajo. Torej njihovo življenje je samo, česar nimajo. In zato je res, da smo mi bitja odnosov. Je res, da travm brez drugih ljudi ne moramo razrešiti. Ampak ta odnos se prvo začne pri nas samih. Tu je neko jedro. Se ne pravim, da mora to biti idealno. Saj en občutek, da se razvije, mogoče malo poguma, mogoče enega občutka, se bo, vse v redu. Bože, zmorem. Vse ta neka osnova, da se malo vidim, kaj imam, kaj gradim, vse mičken, da sem malo mogoče ponosen nase, pa da rečem pa pismo, se tudi nisem toliko slaba oseba. Takrat se lahko začnem odpirati ljudem, imeti vedno več poguma za to, da sem ob drugih, da gradim z drugimi nekaj lepega. Zato je ta odnos v prvi vrsti samim sabo zelo pomemben, drugi odnosi so pa tudi izjemnega pomena. Mi ob odnosih seveda tudi spoznavamo, da smo v redu, da nismo v redu, da ustvarjamo nekaj čudovitega, kvalitetnega. Naučimo se tudi regulacija. Zato je zelo pomembno, da postanemo odgovorni do odnosov. Ker mi lahko z eno tako malo gesto drugim olajšamo zelo
močno življenje. Lahko pa s tako malo gesto zelo povzročimo, da ta oseba še slabše. Zato se je pomembno zavedati, da razvijamo odnos do odnosov. In ko pravzaprav imamo to odgovornost do odnosov, se trudimo biti zdrava različica sebe. Zakaj? Ker se zavedamo, kako moč imajo odnosi. Da lahko zdravijo mene samega, drugega lahko zdravijo, lahko ustvarjamo nekaj čudovitega skupaj. In včasih tudi poudarim, tako na psihoterapiji ali pa če recimo kje predavam, pa vodim kakšne delavnice, zelo rad rečem ljudem, poglejte, če imate vi radi kuhanje ali pa recimo, če imate neko tendenco, neko željo, da boste zdaj pa odlično pico pripravili. Kaj se prvo mora zgoditi? Motivacija, da naredim dobro pico. Potem je odnos do tega, da jaz naredim neko dobro hrano, recimo. In kaj to pomeni? Motiviran sem, prevzamem odgovornost, čim več o tem berem, čim več o tem želim videti, zato postajam mogoče vedno boljši o tem. In enako je pri odnosu do odnosa. Torej, če imam to odgovornost, se trudim za tiste elemente, zaradi katerih je lahko to nekaj zdravega. Ne? In takrat se lahko začne močno zdravljenje vseh mojih ran iz preteklosti. Se danes postaja malo bolj svetla, malo bolj pozitivna, tudi če ni idealno. Ne? Bi dala mogoče še en tak mogoče praktičen nasvet, kako lahko postopoma spremenimo svoj odnos do svojih čustev, recimo. Mogoče dava kakšen tak banalen primer, recimo, ko pride žena domov in vidi, ne vem, polno korito umazane posode, mož gleda televizijo, v njej se sproži val jeze, ne, kako vse na mene počaka, za vse sem jaz, ne, vse je na meni. Kaj recimo lahko takrat ta ženska s tem impulzom jeze naredi, da bo to izrazila na nek zdrav način, ki bo koristil odnosu, ki ne bo rušil in tako naprej. Torej, prva stvar za zavedanje pravzaprav tega, kaj zdravi odnosi so in kaj ne, prva stvar, ki je nujna za vse odnose, prav to, da se zavedam, da čustva niso nič nevarnega. Čustva niso nobena travma, čustva niso nič katastrofalnega. Čustva so samo, čustva samo so. Niso negativna, niso pozitivna, samo so. To so naš vodnik. Ta prva stvar je nujna. Zato, ker ko pride do konfliktnih situacij, super si opisala konflikt v eni partnerski zvezi, pridemo domov, smo slabe volje, partner mogoče slabe volje, ni pomita posoda, ni pospravljeno stanovanje. Takrat se lahko prebudi ogromno enih občutkov. Ampak, če sem jaz naučen, da negativna čustva so res orenk negativna in so nekaj katastrofalnega, v meni tisti negativen občutek se sprožil na potenco, a pa rečemo krat 20, krat 30. Torej, neka običajna jeza pa frustracija bo postala izjemno močna, izjemno in bo preplavila moje možgane. Ne? Preplavila bo moje telo. In takrat bom jaz deloval zelo avtomatično, torej ne bom se zavedal točno, kaj mogoče najbolj počnem in me bo čustva samo preplavljala in jaz bom iz tistih frustrirajočih se občutkov deloval kako? Napadalno. Ne? In točno to se v odnosih dogaja, da mi se takrat moramo preživeti. Dajte, mi bomo imeli vsi konflikte, tudi mi psihoterapeuti imamo konflikte. Temu mi ne moramo ubežati. Moramo pa razumeti, kaj pomenijo negativna čustva. Da takrat, ko so, jaz moram preživeti, jaz moram braniti svojo pravico, svoj prav, svojo avtonomijo, svojo samovrednost. In ker jo jaz branim, seveda se ne bom pustil, če na drugi strani je nekdo, ki se tudi ne pusti in to brani. Ne, torej brani sem ga sebe. Zato je prva ključna stvar za vsak zdravi odnos, razumevanje, da naše čustva so naš vodnik. In šele takrat, ko se jaz to zavedam, lahko pravzaprav zaznam, ko pridem domov in nič ni pospravljeno, eno jezo in frustracijo in se zavedam, super, da sem jezen, super, da sem frustriran, super, da sem mogoče malo žalosten, kakšen kaos mi doma živimo. To pomeni, da lahko nekaj spremenimo na boljše. In poglejte zdaj, kako se začne moja drža do problema drugače razvijati. In ker vidim, da ni tako, kot je, bom jaz začel te moje čustva frustrirajoče v sebi koriščati na način, da bom začel komunicirati na način, da bo nekdo razumel, kje in kakšen kaos za mi doma živimo. Ne bom več napadal, ne bom več zahteval, da imam jaz prav totalno, ne bom več nekoga mogoče celo žalo in tako naprej, ne bom agresiven v komunikaciji, ampak bom rekel, poglej, res sem jezen in žalosten, tu doma je en sam kaos. Dajmo se mi malo drugače zmeniti.
A ne? Dajmo se mi dogovoriti, da začnemo mi čistiti te stvari, da ne bomo vsak dan prišli domov in vsak dan jezni. A ne? Torej, jaz začnem prevzemati neko drugo perspektivo do čustev, ki jih čutim v sebi in nisem več napadalen. In to je en par, recimo en primer enega tega para, ki lahko prav to naredi. Da razume, da to, kar on doživlja, je v resnici pozitivno, ker samo tak se bo lahko nekaj spremenilo. Ker če jaz ne čutim jeze in frustracije in žalosti, nič se ne bo spremenilo. Zato mi rabimo ta čustva. Zato so mi kot ljudje evolucijsko sploh lahko preživeli. Ker če čustva ne bi bilo, mi ne bi se mogli braniti, ne? Mi ne bi mogli zase poskrbeti, mi ne bi imeli tega vodila. In en par, recimo v enem takem konfliktu zaradi čiščenja, je pomenilo, da naredi prav to. To ni grožnja, da jaz čutim frustracijo in jezo. Ampak to je nekaj, kar je osnova, če mi želimo tukaj zdravo in na super način delovati, funkcionirati in bivati. In potem, tudi če meni drugi napada, jaz se ne grem te igre. Jaz ne napadam. Rečem, glej, razumem, da si jezen, razumem, da si žalosten, izpostavil sem to in to, kar tebi ni prav, ampak poglej, ki mi živimo, poglej, kaj imamo mi doma. A ne? In na ta način komunikacija več ne postaja napadalna, da drugega razvrednoti, da ga užali, da reče, ti si slab, ti nisi dovolj dobra. Mi s prstom več ne kažemo, ampak samo pač povemo, kaj je doma, kaj se dogaja. A ne? In da je prav, da živimo eni lepi skupnosti, enem okolju, ki bo za vse prijetno. Ne? Seveda, drug lahko še vedno napada, drug je lahko še vedno tak, ki ustvarja nek kaos in zdržuje ta konflikt. Ampak nekdo more razumeti v tej vezi, da pač to, kar se dogaja, je prav, da se obesedi. In več, ko damo tega prostora za obesedanje, za neko regulacijo, takrat se začne pravzaprav dinamika spreminjati. Dokler imava oba dva enako orožje, bom rekel temu v rokah, ne moramo nič narediti. Ne, to je tisto, kar je nujno za partnerske odnose. Kaj bi pa sporočil tistim, ki v sebi čutijo močen impuls, da morajo partnerju pomagati, spodbujati, mogoče recimo, da gre na terapijo, ga silijo v neke spremembe, ga nekako ves čas motivirajo, da nekaj naredi drugače. Do katere točke je takšna skrb smiselna, ker seveda nam ni vseeno za partnerja in mogoče res potrebujemo kdaj spodbudo, motivacijo drugega. Na kateri točki si pa moramo priznati, da pa mogoče, da pa nismo odgovorni za reševanje drugega. Ne? Ja. Zelo dobro vprašanje. Tudi k meni na terapijo pride kar nek procent ljudi, ki reče, da so prišli na terapijo samo zaradi tega, ker jih je partner spodbudil k terapiji. In potem nekateri partneri, oziroma ti klienti velikokrat rečejo, ampak me partner sili, da se moram jaz spremeniti, jaz moram nekaj narediti drugače, jaz moram za tukaj graditi samega sebe in tako naprej. In je tukaj zelo dobro vprašanje, kdaj je ta skrb zdrava in kdaj ni. In jaz pravim, da nezdrava skrb za drugega je takrat, ko jaz hočem drugega spremeniti in ga ne sprejemam. Ker jaz vidim težavo za našo srečo in nesrečo, ali pa za najno srečo in najno nesrečo samo v drugem, ne v sebi. Ko imam občutek, vse sem že naredil, ti pa nič ne delaš. Torej, ko imam občutek, da moram siliti, da imam občutek, da jaz sem super, ti nisi super, potem lahko to postane malo toksično. Zato, ker v vsakem zdravem odnosu je ta prostor, da se skupaj pogovoriva, kaj se dogaja, da skupaj vidiva, kaj ni v redu, kaj je v redu, ki nama ne gre. Torej, da dajemo drugemu nek občutek enega prostora, da skupaj midva zagradiva to partnersko zvezo, ne solo. Nekdo lahko solo gradi, zato ker je control freak, zato ker drugega sploh ne pusti zraven, ker mora imeti skozi kontrolo, skozi nadzor nad drugim, skozi nadzor nad odnosom in tako naprej. In tak posameznik bo mogoče rekel, ampak jaz hočem sam dobro te vezi, Ni res, ta posameznik lahko ruši. Ne moramo mi sam kontrolirati drugega in odnosa. Pol ga morava. In če ta posameznik ne spusti drugega zraven, potem ta drug ne more prav nič narediti, ker kaj bo naredil, bo ta prvi partner skuša to vse spremeniti in diskreditirati, da ni dovolj dobro. Tako da ta zdrava skrb je prav takrat, ko se midva lahko pogovarjava drug o drugem. Ko ni občutka neke napetosti, zdaj pa jaz dovolj ne naredim, ti dovolj ne narediš. Ko ni teh, bom rekel, obmetavan drugega z nekim občutkom krivde, z nekim občutkom sploh ne delava prav, ampak se lahko pogovarjava o tem, lahko artikulirava. Imam občutek, da se ob tebi lahko sprostim, me razumeš, me skušaš razumeti. Ko ima par tak občutek za odnos in za drugega,
potem se tukaj lahko rečemo, da se gre za neko res dobro namerno povabilo k partnerskem zdravem odnosu in hkrati seveda neko potrebo, da ta drug partner pa vendarle obišče psihoterapeuta, da se mogoče malo boljše razume, da preide neke vzorce, ki so mogoče pa destruktivni ali pa nezdravi. A ne? Če ima pa ta en posameznik občutek od drugega partnerja, jaz sem ena sama napaka, kaj naredim, ni dovolj dobro, za tebe nič ni dovolj dobro, trudim se in tako naprej, ampak sem ena sama napaka, potem pa lahko tukaj govorimo o tem, da vprašanje, če ta povabilo k terapevtskem procesu res tako zdravo in dobronamerno. Ne, tukaj se mi zdi, da je dobro to ločiti. Sam to bi še omenil, ne smem pa pozabiti posameznikov, ki so pa zelo narcistično naravnani. Seveda, ti se zelo težko spreminjajo, nimajo toliko tega, bom rekel, pogleda vase, te introspekcije, kdo so, kaj so, kako delujejo, nima toliko odgovornosti za odnose in so včasih res potisnjeni točno v to, bom rekel, neko odločitev, če ne greš na terapijo, ne bova več skupaj. Zato, ker karkoli partner naredi, ne doseže popolnoma nič. Ta narcis, bom rekel temu, bo vedno najdel 1001 izgovor, da bo tako zapakiral stvari, da je drug se kriv. Ne, v tem primeru pa tudi moramo omeniti, da je dobro, da nekdo takega posameznika spodbudi se vključiti v terapevtski proces. Tudi taki primeri so recimo in lahko tudi rečemo, da ta partner bo res želel samo dobro takem posamezniku, ker ne more biti en za vse kriv. No, zdaj sva kar odjadrala v partnerske odnose, pa bova zdaj malo šla nazaj na samo podobo. Zdaj, v današnjih časih bi mogoče dala še za primer, recimo influencerji, pa nekdo, ki veliko objavlja svoje fotografije, videe. Zdaj, na prvo žogo bi rekla, to so ljudje, ki imajo dobro samo podobo, so samozavestni, da lahko se skozi sami sebe izpostavljajo. Ampak a je to res, da imajo ti ljudje dobro, da so samozavestni? Torej, danes govorimo o samopodobi in samozavesti, in za njo sva rekla, stoji neka trdnost ali netrdnost v nas samih. To trdnost ali netrdnost pa pravzaprav daje čustvo, ki mu mi rečemo sram. Torej, sram je čustvo, s katerim se mi ne narodimo. Sram je čustvo, ki se ga naučimo. Mi se naučimo, kaj je dovolj dobro in kaj ni, in kdaj smo mi v redu in kdaj mi nismo v redu. In ta sram je v nas tako močno čustvo, da mi vse naredimo, sam, da bi okolica rekla, ej ti, super si, radi te imamo. Ja, si del nas, torej mi si tudi želimo pripadnosti. In zdravo samopodobo in samozavest tudi gradi sram. Torej ta občutek, kaj je dobro, kaj ne, občutek sramu. In zdaj, kolikor ga jaz uspem regulirati, toliko on mene vodi ali ne vodi. In zdaj si podala super vprašanje glede influencerjev in vseh teh, ki tako na družabnih omrežjih na veliko in široko objavljajo svoje videe, svoje posnetke, svoje osebno življenje. Tako bom rekel, v bistvu ljudje, ki pridejo k nam na psihoterapijo z zdravim stilom navezanosti, bom rekel, da nimajo motenj hranjenja, torej nimajo nekih težav z motnjami hranjenja, recimo z samopoškodovalnim vedenjem. Nimajo mogoče težav, bom rekel, z nekimi nezvestobami in tako naprej. Mogoče imajo neke druge oblike težav, zaradi katerih pridejo na terapijo. In tudi nimajo torej tega občutka, da se morajo v celem svetu kazati in dokazovati, kako oni super so. To za naša klinična praksa kaže, nas psihoterapeutov. Zato ljudje, ki toliko objavljajo na socialnih omrežjih, vprašanje, kje je njihova resnična samopodoba in samozavest. To ne pomeni, da imajo popolnoma razrušeno in nezdravo, pomeni mogoče, da tiste nezdrave elemente kompenzirajo na način, da se nekje nekomu pokažejo, ker želijo ta všeček, želijo to potrditev, želijo en feedback, ej, super si, v redu te gre. In tako bom rekel, ne pomeni, da vsak, ki objavi na socialnih omrežjih, je zdaj nesamozavesten, ne me narobe razumeti. Več, ko jaz tega želim, pogosteje, kot jaz to želim, pogosteje, ko preverjam všečke, komentarje, bolj je to tendenca, ki kaže na to, da moja samopodoba in samozavest ni zdrava. In da jaz mojega občutka sramu ne zmorem na najbolj učinkovit način regulirati. Ker na nek način, zakaj bi moral toliko tega početi?
A veste, to je enako kot pitje čaja. Zakaj ga jaz moram za 3 litra spiti? V redu sem ga spil, ko smo en lonček, v redu, super, ne morem ga za 3 litra spiti. In zato ljudje, ki imajo tako potrebo, da to tako pogosto počnejo in vedno bolj vprašanje, zakaj rabijo to pozornost. In najbrž to kompenzirajo z enim notrnim občutkom ranjenosti, ranljivosti. In želijo biti mogoče vidni, želijo pozornost, želijo, da so opaženi. In seveda socialno omrežje in internet je odličen medij, prav zato, da se jaz lahko v tej sekundi prikažem nekje na spletu in tako dobim instant neko povratno informacijo, a sem zaželen ali nisem, a živim dobro, a ne živim dobro. Malo bi se še tega sramu dotaknila, ki mi je tako zanimiv. A meni se zdi, a ni Freud rekel, da je glih pomanjkanje sramu zelo problematično? Zdaj se tako sprašujem, ker so eni ljudje, ki pač delajo ene stvari, pa imaš občutek, da res nimajo sramu, ampak ne vem, en tak primer je bil za vikend, ko sem bila na enem koncertu in vsi smo sedeč koncert je bil, vsi smo sedeli razen en je pa pač stal pa plesu, pa pač vsi smo ga gledali in se mi je prav zdelo, on pa nima sramu, ne? Ja. Ampak, a ni sram je tudi v nekih pogledih koristen, da ti nam malo več o sramu poveš? Zelo je koristen. Kot sem prej povedal, torej osnovna čustva niso ne negativna, ne pozitivna. Oni so naši vodniki. Tudi sram je. Mi sram potrebujemo. Če ni sramu, potem jaz ne morem zdaj razmišljati v to smer, a bom zdaj podcast dobro speljal, bom jaz kot terapeut dobro deloval. Kdo sem jaz v odnosih? Kaj jaz povzročam za svojo prisotnostjo v odnosih? Torej, kako se jaz prezentiram pred drugim, je seveda v osnovi en sram v ozadju, ker mi daje mogoče eno vest, en občutek krivde mi daje, kaj jaz prispevam tej družbi, tem svetu. In zato je nujno potreben sram. Zato, ker sram je sestavni del vesti in krivde, ki v današnjem času zelo ga premankuje. Mi moramo vedeti, da ogromno težav, ki se dogajajo v svetu in vse mogoče še zadnjih, 40, 50, 40, najbolj pa v tem zadnjem obdobju, ki se kaže prav zaradi tega in tudi mogoče pri mladostnikih, zakaj je toliko težav. Prav zato, ker je pomanjkanje tega občutka vesti in krivde. In zato se narcisi vse bolj rojevajo v današnji družbi. Zato, ker se mladim ne proizgaja občutek sramu, torej krivde in vesti. Zato je ta zdrav del sramu prav ta, da je to en moj filter, preko katerega jaz lahko prevzamem odgovornost za svoja dejanja, svoje odločitve, svoj vpliv, ki ga imam nase, do tebe, do vseh drugih odnosov. To mi to omogoča. Zdaj, če jaz mogoče tega sramu nimam zdaj najbolj razčiščenega, torej, da mi ga nekdo ni preveč privzgajal, torej malo zanemarjal to plat, se zgodi prav to, da jaz postanem središče sveta. Zato, ker mi se rodimo kot otroci z občutkom, da smo mi središče sveta, kar je zelo zdravo, ker če mi tega občutka nimamo, tudi ne bomo mogli zahtevati od nekoga, da skrbi zame, nahrani me, lep odnos z mano, vzgaja me lepo, ampak seveda ta občutek se mora nekje presekati, in preseka se prav takrat lahko, kaj se ugotovim, nisem središče, sem del središča, ampak središče si tudi ti. In ta sram je prav to omogoča, da sem skrben do najnega odnosa in odnosa na tem svetu. To je tisto. Seveda, zdaj, če se nisem tega naučil, imam občutek, da sem jaz središče sveta, lahko zato bom poplesaval tam tudi, ko noben mogoče lahko bom komu škodil, lahko bom hotel, biti zelo avtoritativen in gospodovalen in tako naprej. Lahko gre pa tudi ta sram v drugo smer, ker imam pa občutek, da karkoli bom naredil, ni dovolj dobro. Torej, vsi na plesišču, na koncertu me vabijo plesati. Jaz sem rekel, kaj če ne bom lepo plesal, kaj če nisem dobro oblečen, kaj če se bom smejal in bodo rekli, drago, tvoji zobje pa niso lepi, nisi se dobro oblekel, sploh ne plešeš dobro. A vidite, ta sram ima dve perspektivi. Ena ta, ki jo ti omenjaš, ne briga me za družbena pravila, za družben red, jaz sem središče sveta, jaz sem delal karkoli jaz želim. Torej, mi rabimo krivdo in vest, da razumem, da prav, da spoštujem družbena pravila. Za druga smer je pa prav ta, ker me družba vabi v življenje, pa jaz rečem,
preveč napak imam. Zato je ta sram jedro naših odnosov, in jedro tega filtra, ki ga potem imamo v odnosih. In tudi je pomemben vodnik, da si da mogoče pa tudi dovoljenje, da sem ok, da sem v redu, da presodim, ali za ta stvar res toliko napačno, da jaz nekaj naredim ali ne. Torej, da imam drugega pred sabo. To je ključno. In to nas sram oči. Ali imam drugega pred sabo, ali imam sam sebe. Ali imam sam sebe, pa drugega ne. Tako da, v tem smislu. Kako pa gledaš na ta trend lepotnih posegov, botox in tako naprej, ki je zdaj res se mi zdi v takem velikem porastu, vsaj takole, ko pridem v mesto. Kaj v bistvu sploh ženske si želijo s tem? Ok, želimo izgledati boljš, pa mlajši, ampak meni se zdi velikrat pa pol nekako, ker izgledaš slabše, v tej želji po popolnosti. Poskušamo popraviti nekaj, kar se v resnici na ta način mogoče ne da. Kako ti gledaš na ta trend zdaj? Torej to je neki trend, preko katerega mi lahko kompenziramo soobčutek manj vrednosti in več vrednosti. Zdaj, tukaj se ne gre samo za spreminjanje mene kot vizualne podobe. Danes je iti na lepotno operacijo in popravljati sebe v zunanjosti postalo to že statusni simbol. Je že postalo nekaj, s čimer se jaz hvalim, ker imam denar, ker si lahko to omogočim, sem moderen zaradi tega, sem v trendu. Zato, ker svet nam postavlja, kaj je trend in kaj ne. In današnji trendi niso samo več lepa obleka, urejena zunanjost, ampak je tudi urejena koža. In tudi to lahko gre v ekstremne smeri, kot pri oblekah. Moja majica lahko stane, 30.000 evrov, lahko pa mogoče 50 evrov. In zdaj, če želim za toliko denarja, je mogoče prav zaradi tega statusnega simbola. In plastične operacije in to popravljanje svoje kože in zunanjosti je prav tudi postalo zaradi tega. Zaradi tega hvaljenja, dokazovanja, pokazanja svetu, poglejte, kdo jaz sem. Tako da to je pomembno omeniti. Druga stvar, ki je pomembno omeniti, je pa prav to, da mi kompenziramo to neko našo slabo samovrednost prav za tem. Zato je odlična knjiga, ki jo morajo prebrati prav vsi, je Psihokibernetika. Napisal je prav en lepotni kirurg, ki je prav to ugotavljal, zakaj eni ljudje, ki pridejo k njemu na vse te popravke, so super samozavestni, ampak zakaj tega procenta toliko malo? Zakaj eni ljudje, kljub temu, da so toliko na sebi spremenili z operacijami, z filerji, z raznim iniciranjem marsičesa, zakaj jih prav nič ne osreči. Njihova zunanjost se ne spremeni. In zdaj seveda, če smo mi znotraj sebe za slabo samopodobo, z občutkom, jaz nisem dovolj dober, jaz nisem vredo, jaz nisem vreden, jaz ne dosegam nekim standardom, da bi lahko ti mene pohvalila recimo, potem tudi vsi ti posegi ne bodo imeli pravega učinka. In seveda te stvari so poskočile v nebo v uporabi. Zakaj? Kot prvo, ker imamo medije, in mediji seveda to lepo lansirajo in povejo, kaj mi rabimo za zdravo samopodobo in samozavest, kaj pa ne, torej se izkorišča, ta, bom rekel, primanjkljaj ljudi, ljudstva, množic. Druga stvar, zakaj pa temu tako, je pa zaradi tega, ker to je instant stvar, preko katere jaz lahko omogočim, da se počutim dobro. In mogoče se. Zdaj grem na poseg, zdaj grem na neki tretma, tistem dnevu mogoče sem jaz super. Ampak a se jaz tudi tako počutim? In ker jaz teh občutkov znotraj sebe ne zmorem regulirati, ne znam regulirati, čustva tam so. In pravzaprav ti lepotni posegi in tretmaji teh čustev ne morejo spremeniti. Noben zdravnik, noben kirurg, nihče ne more zarezati v ono sredico znotraj nas, kjer so doma čustva in občutki. Mi psihoterapeuti zarežemo tja z besedami sicer, ampak to ni danes. To mi zarežemo na varen, postopen način, z nekim občutkom, da se človek odmakljen počuti vedno bolj varen v tem odnosu in to je dlje trajajoč poseg, a pa tretma oziroma proces. Prav zaradi tega, da se mi vedno bolj srečujemo s temi občutki in razvijamo nek odnos zdrav do teh občutkov. In seveda, teh tretmajev, se pravim, teh posegov je vse več, ker so instant, ker so pa zelo dostopni pravzaprav, in so hitra neka obljuba za to, da bom se počutil dobro. In zato je tega vedno več, ker si s tem prav nič ne naredimo tistega, kar bi pa dejansko zdravilo ta naš notranji proces ali pa stanje čustev in telesnih občutkov.
Je pa zanimivo, da tudi vedno več moških hodi na botoks. Kaj to pove o tem, kako moški danes doživljajo svojo vrednost? Se mi zdi, da včasih ni bilo toliko pritiska, mislim, da moški niso čutili toliko pritiska, da morajo biti tudi oni brezhibni in popolni. Ja, tako, seveda, ne, torej moški nisem več en dejavnik v družbi, ki mora preživeti svojo celico družinsko, ne, in se boriti, da bo ta celica preživela, ne. Seveda, mi več nimamo te funkcije, ne, ampak imamo tudi funkcijo v družbi, ne vem, kako nas tudi drugi vidijo, da se mi pokažemo, koliko smo mi cenjeni in vrednoteni in vidni, ne, in seveda družba nam tudi, nam moškim govori, kaj lahko, kaj ne, kaj je primerno, kaj je zaželeno, ne, in smo tudi mi upadli v ta stroj kapitalizma, ta ustroj te vizualne podobe, ne, kako ne izgledamo. Torej, a veste, vrednote so se začele pravzaprav ne producirati na način, da je zunanjost zelo pomembna, in to je zadelo tudi moške. Tudi moški na ta račun vedno bolj skrbimo zase, za našo zunanjo podobo, kako mi izgledamo. Ne, zato, ker so naše vrednote družbe postale take, kot so. A je naša vrednota biti prijazen, srčen, varen, zdrav za druge odnose? A je postala naša vrednota, da je krivda in vest izjemnega pomena? A ne? Ne. Naše vrednote, to, kar nas drugi učijo, ne, so prav to: biti uspešen, najboljši, najboljša izobrazba. Se vidite, ne, 3 se pogovarjajo, katero gimnazijo so dokončali. Ja, en se bo pohvalil, pa bo rekel, tole sem, ker je ta bolj cenjena. Na koncu imajo vsi gimnazijo narejeno, ne? Ampak, a vidite, skozi se dokazujemo, jaz sem boljši. In seveda, tudi mi, moški, smo del te družbe, del teh vrednot. Zato smo se morali, ne, tudi mi prilagoditi in začeti igrati pravila te igre. A ne? In zato tudi mi damo vedno več nase, vedno bolj skrbimo zase, imamo tudi mi motnje hranjenja, težave s samopodobo, samozavestjo. Tudi mi smo podlegli lepotnim operacijam, lepotnim popravkom, dokazovanji na 1001 način. Seveda, ker smo del te družbe. Zato je tudi naloga nas, moških, da se prav opomnimo, kaj je zdravo, kaj ni zdravo, kaj je zdrava samopodoba in samozavest. In zakaj je sploh to pomembno, da se vrnemo nazaj k vrednotam, ki so izključno pomembne za nas. Zato, ker kaj največja bolečina je ta, da mi družbe ne moramo spremeniti. Jaz se moram zdaj spremeniti, pa reči, evo, ne bo več kapitalizma na tem svetu. In to je največja bolečina nas ljudi, da drugih ne moramo spremeniti, si pa jih želimo. Ne, želimo spremeniti partnerja, sodelavca, sodelavko, šefa, šefinjo, skratka, vse druge ljudi hočemo spremeniti, ker hočemo to kontrolo. Mi moramo začeti sebe. Tukaj se začne pravi proces zdravljenja, okrevanja, zdrave samopodobe. In to je naloga tudi moških. Da se vrnem nazaj k vrednotam, ki so res pomembne za zdrav odnos z mano in s tabo. To je tisto, kar je ključno. In ker na teh vrednotah ne delamo ali delamo premalo, seveda smo tudi moški podvrženim tem nekim normam družbe. Ne? In igramo ta pravila igre, kar je logično, da jih. Zakaj? Ker vsi želimo biti del te družbe. Vsi želimo biti dovolj dobri, imeti pohvalo, biti vključeni v družbo, ne, imeti neko pripadnost tej družbi in seveda potem tudi mi gremo po tej poti, kar se zdi pač, da je prav. A ne? No, si predstavljam, da mora biti tudi zelo težko za moške danes pač najde to ravnovesje med to neko moškostjo močno in hkrati pa to poudarjamo tudi vedno bolj, da tudi pričakujemo od moških neko ranljivost in čustva, ne, in najdete verjetno ta balans je kar zahtevno. Tako, zato vsaki pride k meni na terapijo, vsak par in vsak posameznik, ki pride, vsakega ustavim in mu rečem, ne govoriti o tem, kaj se od moškega pričakuje ali pa od ženske. Tu ni pomemben spol, pomemben si ti, kaj ti kot posameznik želiš za zdrav odnos s sabo in z drugimi. Če ne smo mi hitro podvrženi nekim pravilom, normam družbe, ne, in postanemo sužen tega. Pomembno pa je, kaj jaz čutim, kaj so moje potrebe. To je najbolj pomembno in zato pravim, ne, da je temelj zdrave samopodobe in samozavesti prav to, kaj jaz tukaj noter čutim. Ker družba bo nenehno naslavljala, kaj je dobro in kaj ne. Enkrat bo rekla, jaz kot moški moram biti trden, brez čustev, možat, kosmat, skozi jezen, skozi postavljati meje, se boriti in tako naprej.
Drugič bo pa od nas zahtevali, da smo nežni, prijazni, sočutni, vljudni. Pride tretja oseba in bo rekla, meni pa taki tip moškega ni všeč, jaz imam pa rado take trdne moške, a ne? Kaj je zdaj prav? Zdaj sem vam že 3 vzglede naštel, v bistvu, a ne? Kaj je zdaj prav? Prav je tisto, kar je zame pomembno. In tisto, kar je pomembno, je tudi pomembno, a je to za zdravo zame in zate. Ker jaz lahko tudi s tem, kar je zame pomembno, rušim tebe, kar pa ni več zdravo. A ne? Zato je zelo pomembno, da se vprašamo, kaj zdaj pravzaprav družba želi, kaj pričakuje, kera ogledala nam nastavlja, a ne? Ker nam lahko nastavlja 1001 ogledalo, tudi vam ženskam na koncu koncev, a ne? Se vsake toliko pričakuje, kakšne naj boste, a ne? In enako pri nas moških in je časih res izjemno težko temu ugoditi. In tudi veliko moških pride k meni na terapijo, veliko, in tudi prav s tem zavedanjem, ker imajo težave z identiteto, kdo oni so. Ker, ko si super vprašala, ne, da družba želi, da so bolj, ne vem, bolj možati, bolj močni, bolj brezčustveni, ko pride v odnose, želijo, da so čustveni, ko pride v partnerski odnos, mu reče ženska, recimo, ti si pa tako poženščen, jaz rabim pravega moškega. Lahko je ta moški tudi gej, lahko je biseksualec. Je spet tukaj težava, a sem jaz pravi moški, če sem gej in biseksualec? A vidite, a ne? Odnosi so taki, da nam skozi postavljajo ogledala, kaj je dovolj dobro in kaj ne. Zato je zelo dobro se zavedati teh ogledal in začeti graditi znotraj sebe ta tempelj, bom temu rekel, samozavest in samopodobe, da lahko potem postajam taka različica, za katero stojim. Da prevzemam odgovornost in se počutim suverenega, ne, in na tak način se lahko pravzaprav spopadam z pritiski družbe, ki bodo pa zmeraj, ne glede na obdobje, kulturo, čas in tako naprej. Zdaj omenila sva se pravi že influencerje, pa botox, pa zdaj, če greva še na eno aktualno zadevo, opažamo, ne, v medijih se vedno bolj poudarja, koliko je porast platforme OnlyFans med mladimi puncami. Ja. Pač veliki zaslužki na dosti lahkoten način, razumljivo, da te potegne, ne, še pozornosti dobiš veliko, ampak bolj me zanima, ne, kaj pa pol ta učinek oziroma posledice na duševnem zdravju teh mladih deklet, ki pač uporabljajo telo kot vir zaslužka, ne, kakšne posledice bo to prineslo čez 10 let, recimo, ko... Ja. Za dobro vprašanje in res to še bomo videli, kakšne bodo posledice vseh tih punc in fantov, ki na OnlyFansu tako veselo pravzaprav objavljajo svoje intimne posnetke in na tak, bom rekel, lahkoten način zaslužijo res visoke vsote denarja, ne. Na te učinke bomo še morali malo počakati, ne. Je pa res zelo dobro vprašanje, kdo se sploh tega loti, zakaj nekdo si želi na tak način sebe razkazovati, na tak način tudi zaslužiti denar, a ne. In seveda tega ni prikazano v teh videoposnetkih, ni prikazano v medijih, a ne, ampak je pa res vprašanje, kako ti ljudje v resnici živijo, a ne. In zanimivo je, da moja diplomska naloga, torej ne magistrska, ampak diplomska naloga, nisem raziskoval gejevsko prostitucijo v Sloveniji. In sicer za moja študija ni bila zelo velika, ni zajemala veliko količino ljudi, a ne, ker to je bila pač diplomska naloga, in niti ni morala biti tako vseobsežna, se razume, a ne, ampak je pokazala, ne, da za temi ljudmi stoji ena močna ranjenost, en občutek zavrženosti v otroštvu, ne, eno pomanjkanje ene zdrave samopodobe, samozavesti, en občutek zdravega sramu, spet sem pri sramu, ne, enega zdravega sramu, a ne, enega tudi občutka za ene meje, a ne, kdo lahko mene vidi in kdo ne, razgaljenega, čustveno in telesno, a ne. In so bile te zgodbe precej žalostne teh ljudi, ki so se podali v to vrstno delo. Zdaj, ko govorimo o prostituciji, nimam misli tiste klasične, ki se vsi predstavljamo, to so bili študentje, visoko izobraženi ljudje, ki so pa pravzaprav v prostem času se podali v bistvu v spolnost zaradi zaslužka, ne. In tudi določene študije, ne, prav to potrjujejo, ne, da ljudje, ki so pravzaprav v teh vodah, v tej industriji, ali zdaj v OnlyFansu, sicer teh raziskav izjemno malo, a ne, ampak bolj govorim za prostitucijo, so v ozadju ene take težke zgodbe iz njihovih otroštev, a ne, zelo težke zgodbe, a ne. In
Ne, če to študije dokazujejo, potem tudi za OnlyFans ljudi, ki to snemajo, lahko mogoče tudi malo pomislimo na to ozadje. Ne bom posploševal, eni ljudje tudi jim je to super, jim je to v redu, različni smo ljudje, različne imamo potrebe, različne imamo vrednote in morda pa so eni ljudje, ki mi pa to prav fajn v tem uživajo, je pa res, da tudi naloga njih je prav enaka, kot je naloga nas vseh, se malo vprašati, kako delujem, zakaj tako delujem, kaj je bilo v ozadju, kaj z mojim otroštvom. Jaz sem ga že malo reguliral, to, kar je bila ta moja dediščina, ne? Ali ne, ker se lahko kaže na različne načine, in tudi prav preko teh platform. Je to lahko platforma prav za regulacijo teh notranjih hran in tako naprej. Lahko je, ni pa nujno. Zdaj vse to, kar sva zdaj govorila, ne samo zavest, ne sigurnost vase in tako naprej, verjetno tudi zelo tesno prepletena s kakšno anksioznostjo, anksiozno motnjo, verjetno je to vse vedno nekako prepleteno. Tako, točno to, bolj ko sem v sebi nevaren, bolj mi lahko prihaja v ozadje en občutek strahu. Strahu, ali me bo svet imel rad, ali bom jaz našel ljudi, ki bodo imeli mene radi, ali bom dobil to pripadnost družbe, ki jo potrebujem, in te strahovi so tako močni, da se lahko razvijajo preko različnih kanalov anksioznosti. Lahko gre za eno splošno, lahko gre za panične napade, lahko govorimo recimo o generalizirani anksioznosti, ki že lahko preide v motnjo. Ampak in bolj ko sem, oziroma manj ko sem varen, bolj sem v sebi tudi anksiozen. Anksioznost je tudi današnji sindrom časa. Zakaj? Ker smo preveč v prihodnosti, ne samo v preteklosti, tudi v prihodnosti. Kaj bo z mano čez toliko in toliko let? A bom uspel? A bom imel družino? Ali bom imel srečno življenje? Ali bom uspešen v službi? Bom prišel do tja, kamor jaz želim? In ko jaz tako vnaprej razmišljam, mi temu malo govorimo, da overthinkamo. In seveda to pretirano razmišljanje in premlevanje nam zelo veliko anksioznosti prebuja, strahu, negotovosti. In prav zaradi te negotovosti in strahu, ker tega težko pomirim in zmorem regulirati, lahko zaradi tega napačno odločitev sprejmem. Marsikatero napačno odločitev sprejmem. In to je res, da postajamo anksiozna družba, tesnobna družba, in zaradi tega je toliko ločitev, toliko nezvestobe partnerskih odnosov. Zaradi tega je toliko različnih oblik partnerskih zvez v današnji družbi. Poleg tega pa seveda super cvetijo te platforme, ko se super omenila, OnlyFans, in je mogoče zadnje prav ta strah, anksioznost, negotovost, ki jo mogoče prav krpamo na prav te načine, in postaja to pravzaprav neko sredstvo za regulacijo. Seveda je zelo instant, da to lahko deluje zelo mamljivo, ker v tem trenutku veliko zaslužim, v tem trenutku imam takoj ene feedbacka, da sem dovolj dober, da sem v redu, da sem seksi in tako naprej, ampak na dolgi rok so pa te odločitve zelo stropene, zelo nezdrave lahko. Zato treba premisliti, kaj delam tukaj in zdaj. In zato pravzaprav, če se vrnem na začetek najnega podcasta, ko sem rekel, da je tukaj in zdaj moment zelo pomemben. Tudi to, kar se zdaj pogovarjamo, lahko prav na ta način odgovorim. Tukaj in zdaj je pomembno, da se jaz vprašam, kaj počnem, kako skrbim zase, kako se imam rad, in da pravzaprav delam na tem, da bom tukaj in zdaj lahko bil zadovoljen, srečen in tako naprej, ker to bo vplivalo na prihodnost. In bolj ko zdaj, tukaj in zdaj instant stvari počnem, teže bo za mojo prihodnost lahko. Ker ta instant zadeva nikdar ne ponudi nekih dolgoročnih, zdravih odločitev. Se pravi, če počas zaokrožva ta pogovor, potem lahko verjetno rečemo, da je ključno, da se bolj usmerimo v vzpostavljanje varnih odnosov v življenju, ker glih to je torej tisto, kar lahko reši marsikatero našo težavo, manko, praznino. Tako. Ampak prvi vrsti poudarjam zdravi odnos s samim sabo. Mi na koncu dneva imamo sam sebe. Ko končamo službo, ko pridemo domov, tudi če službe nimamo, ko smo samim sabo v zaprtem prostoru, mi imamo sam sebe. In zato je zelo potrebno to varnost, prvo, kar je, spostavljati samim sabo. Vem, da za določene ljudi to zelo težko, to ni lahko.
Bolj, ko je bila težka preteklost, a ne, bolj, ko smo imeli naše odnose pretekle, težavne, nevarne, teže bo to varnost samim sabo graditi. Zato je pomembno, da prevzamemo odgovornost tudi do tega in jo začnemo. Če ne zmoremo sami, dajmo iti na psihoterapijo. Če nimamo dovolj sredstev finančnih, dajmo poiskati institucije, ki omogočajo neke brezplačne oblike pomoči, svetovanj, terapij in tako naprej. Dajmo nekje začeti, ker ta odnos samim sabo je ključnega pomena. Ker če jaz zdravega odnosa nimam samim sabo, ga bom težko z drugim. Zakaj? Zato, ker odnos so čustva, to smo že rekli danes. A ne? Kaj so pa čustva? Čustva so pa energija. In to, kar jaz čutim v sebi, to jaz tudi oddajam. In mnogi ljudje si želijo zelo zdravih odnosov in lepih. A kaj, ko pridejo v te odnose, pa zna biti malo strupeni za te druge odnose, se jim ne prilagajajo, so mogoče vedo na tak način, da pravzaprav druge odbijajo, ne pa vabijo v odnos. Zato je, a veste, toliko pomembno, da razumem, kako jaz delujem, da prevzamem do tega odgovornost in da se trudim res naučiti regulirati notranje čustveno stanje. Ker manj, ko bodo regulirana, bolj se bo v naši energiji poznalo in s to energijo bomo šli sklepati odnose še druge. In tukaj pa potem tisto, pričakovanje, da bom imel super odnose, ampak kaj pa jaz za to naredim? Zato je pomembno obe dve strani razumeti, kar lahko jaz in kaj lahko ti. Zdaj te bom pa prosila še za eno čisto drugo temo, zaradi tega, ker smo zdaj pred decembrom. Mislim, da bojo zdaj zelo kmalu razna miklavževanja in parkli in tako naprej. Ti si za Senso že pred leti smo naredili intervju glih na to temo, pa bi te zdaj spet povabila, če mogoče rečeš kakšno na to temo, se pravi, kaj bi mogoče starše opozoril, preden peljajo otroke na parkle. Jaz se spomnim, ko sem bila majhna, da me je bilo zelo, zelo, zelo strah parklo, da so bili eni hudiči, ki me bojo v peku odpeljali. Kdaj mogoče tudi premisliti, da je to sploh smiselno, pri katerih letih, če bi malo o tem povedal. Ja, pravzaprav prav to bi rad staršem nekako sporočil, da otrok je odvisen od vas. Torej, otrok je odvisen psihično in čustveno in telesno od odraslih. Odrasel ima res pomembno odgovornost do svojih otrok. In zato je zelo pomembno, da da varen prostor temu otroku, da ga posluša in da ga sliši in da mu omogoči en taki odnos, v katerem se bo lahko otrok počutil dobesedno varen. Zato, ker pravzaprav otrok, ne sedaj mlajši, ko je, bolj je to pravzaprav vzpostavljeno, ampak dejansko otrok ne loči med igro pa med resničnostjo. In nam se zdi tega parkljena tam videti, recimo, neki taki res podobi, nič kaj takega, vse to je igra, to ima nekdo masko. Ampak otrok tega ne ve. On ne ve, da to samo igra. On ne ve, da v tistem trenutku je to samo mal šala, pač to je za obrednik, običaj, mal se zafrkavamo, se imamo lepo. Otrok tega ne ve. In če otrok nima ob sebi odraslega, ki bo uspel ta strah umiriti, pa mu obrazložiti, kaj se zdaj dogaja, potem ta otrok ne bo imel razlago za to, kar se za tem trenutku dogaja. In ker ne bo imel razlago, lahko ta travma ostane zapakirana v telo. Torej, tukaj nič ni logičnega. Mi kot odrasli točno vemo, da to ni kaj hudega, to je maska, to je parkler, ko je recimo pustje, ne vem, mogoče kurent in tako naprej, da to ni kaj takega, to je pač maska, ampak telo si pa je to zapomnilo. Mi imamo telo izjemno, izjemno inteligentno, zelo. In mi še ne poznamo povsem našega telesa in naših možganov, poznamo pa že precej. In to, kar vemo, je prav to, da vse te stvari, neke čustvene vsebine, ki jih mi doživimo kot otroci in ni bilo regulirano, se zapiše v naš telesni spomin in se prebudi in aktivira, ko smo odrasli. In mogoče se zdaj kateremu odraslemu zdi malo smešno, da zdaj mi tukaj opozarjamo na te stvari, tudi ko si omenila ta članek, katerega smo izdali preko Sensa na temo parkeljnov, videl sem, da je bil ogromno deljen, zelo komentiran, zelo priljubljen na nek način, kar me zelo veseli. Na drugi strani mi je pa zanimivo, ko sem pa bral te komentarje, jih je bilo pa kakih 5%, kjer so ljudje pisali, ma kaj za to se zdaj pretirava, pa kaj za tukaj napihujejo, pa saj jaz sem tudi bil kolikokrat prestrašen kot otrok,
ko sem gledal te parkle in kurente in tako naprej, pa poglej me, še vedno živim. A ne, ja, se mi ne bomo umrli zaradi tega, ampak ta strah ostane nekje znotraj nas zelo, zelo trden in se odraža v različnih odnosih. A ne. In zato je pomembno za starše, da so ob otrokih, da jim obrazložijo, da to je igra, da je nič nekaj takega. Naj dajo občutek starši, da so ob otroku vedno in za zmeraj, da jih ne rabi nič skrbeti. Da ko bo preintenziven strah, ne povejo staršu, malo mi za srček bije, malo sem nemirna, nemiren in naj bo starš takoj odzive na ta čustva in jih umiri. Vse je v redu, tukaj sem s tabo, tukaj je pred nami nekdo, ki ima res grozno podobo, ampak to je res maska. Vse je v redu. A se omakneva, a še lahko to gledava, ti je v redu. Torej, naj bo en prisoten odrasel zraven, ki res razume čustva tega otroka in poskrbi za regulacijo. Nobene regulacije ni, če jaz govorim otroku, vse je v redu, kaj pretiravaš, kaj se jočeš, pa to je park. Veš, kolikokrat sem jaz to videl kot mali, pa poglej me, še zdaj sem tukaj. To ni regulacija. To sploh ni. Mogoče bo otrok nehal jokati in mogoče se pritoževati, ampak on bo ta čustva potlačal in se bodo nekje mu začela odražati. Neki obliki anksioznosti, mogoče časa odraščanja ali pa potem, ko bo odrasel. Tako da dajmo biti varni, prisluhniti, regulirati in ne spregledati teh čustev. So pa verjetno tudi neka leta, ko pač lažje to otrok razume, ne, zdaj ne vem. Ja. Jaz sem bila takrat, to je bilo še pred osnovno šolo, ne vem, kakšnih 4-5 let, ki se težko razumeš ti, ne, tudi to, kar si zdaj govoril, da teh konceptov maske takrat še ne razumeš, ne, tako da mogoče kdaj tudi vredno premisliti, da je otrok že zrel za neko tako izkušnjo. Točno to. Starš mora res se vprašati, koliko je moj otrok star, in koliko je v bistvu zmožen zdaj sodelovati pri enih takih mogoče oblikah zabavah, ker vključuje neke take kostume, ki so strašni, ker starost otroka je izjemnega pomena. In bolj kot je otrok mlajši, bolj v zgodnjih letih, bolj je mogoče senzitiven lahko do nekih takih zunanjih dražljajev. Ampak dokler sem odgovoren za njega, do polnoletnosti, do takrat pravzaprav nas mora skrbeti, kako nas otrok živi, kaj mi prispevamo k tej varnosti otroka. Zato je pomembna starost, absolutno, ampak v vsakem primeru se res vprašati, kaj lahko otroku naredim, storim, omogočim, da bo ta zabava res zabava in čim bolj varna. In da ga tudi malo pripravimo otroka na to obliko mogoče zabave in spostavljanja takim kostumom, kot je parker. Včasih je dovolj, da kako risanko pogledamo, kako sliko, preden gremo pa mi za dejansko v center mesta na ta dogodek miklavževanja. Tako da, dajmo to postopno uvajati. To je zelo pomembno. Hvala, Drago, ker si z nami odprl eno pomembno temo danes in nas mogoče spomnil, da smo ljudje bitja odnosov, ampak da lahko zares gradimo odnose šele takrat, ko se nehamo bati biti v stiku s svojimi čustvi. Ja, tako. In hvala za povabilo. In se tudi jaz res zahvaljujem, da lahko govorimo o teh temah, ki so izjemnega pomena, o njih pa premalo govorimo. Zato se mi zdi pomembno res graditi zdravo samopodobo, samozavest, samovrednost, res delati na tem, prevzeti odgovornost do tega in v prvi vrsti postati zdravi do samega sebe. Če ne druga, vsaj malo nekje začeti, ker se bomo bolj odprli ljudem, bolj se opogumili in pravzaprav začeli sprejemati vse oblike varnosti, ki omogoča ta svet in ljudje. Tako da imejmo se radi, sam sebe imamo. Nihče nas ne more imeti bolj rad, ko lahko imamo sami sebe. In bolj kot se imamo radi, oziroma tako kot se imamo radi, tako nas lahko imajo tudi drugi. Zato delamo na tem, sam sebe imamo. In namesto nas ne more nihče nič. Hvala. Enako hvala.